Dobrodošli v Šokestu. Moje ime je Petra Kalan in vi spremljate prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno vsebine. Danes je v moji družbi mojster besed, voditelj, moderator, učitelj, večni mladenič, ljubitelj narave, ki pa se v teh dneh podaja v čisto nov izziv. Kakšen je ta izziv, kaj vse prinaša, kaj vse odnaša, nam bo pa povedal kar sam, ker z nami je Boštjan Romih. Lepo pozdravljen. Živijo, Petra, me veseli. Kako si, v kakšnem življenjskem tempu smo te zdaj ujeli? V tistem, ko loviš svoj rep in ko ne vem, kako lahko že en mesec približno 5 do 6 ur spanja na dan preživim, ampak nekaj me drži gor. Glih ta izziv, ki si rekla, nekaj odnaša, pa tudi nekaj prinaša. Ja, vedno je tako, ne? Nekaj v življenju damo, pa to nekaj odnese. Zdaj, preden se zapodiva v debato, ne, me pa zanima, katere predmete si prinesel danes v studio, da te malo pobližje spoznamo skozi njih. Yes. Zdaj, te trije predmeti so hkrati tudi rekviziti od tega izziva. Tako da lahko poveva, kaj je ta izziv. Skratka, pasja komedija, monokomedija, ki je zdaj to jesen moj glavni največji izziv, zaradi katerega mi je včasih pasje težko, ampak tudi pasje zabavno. To so rekviziti od tam, ampak me lahko opišejo na različne načine. Prva stvar je predpasnik. Predpasnik, jaz dejansko rad kuham, to je nekaj iz predstave, ampak jaz uživam v kuhinji, uživam v tem, da ustvarjam, da se sprostim, da nekaj naredim ljudem, da sebi. Tako da, če imel več časa, bi sigurno ful rad kuhal več. Že od nekdaj je to posledica kakšne koronskih časov? Ja, koronski časi so mi prinesli več te peke kruha, tako kot še polovici Slovenije. Z družmi ali brez? Tudi z družmi, dejansko sem že prej začel, ampak ko je bila pa korona, sem pa to potem naštudiral zares. Drugač pa korona ne, jaz sem že prej rad kuhal, ampak najprej sem predvsem rad jedel. Potem pa rekel, zakaj ne bi jaz to znal rad kuhati. Se še zmeraj ne znam ful dobro, ampak uživam pa v tem. Tako da sem mojster učenja, kako fajn kuhati. No, in potem je tukaj en glavni rekvizit in zdaj boš videla, zakaj ga skrivam, ker je to tole. Dobro, da si rekel rekvizit, ne? Ja, škoda, da sem... Ali pač? Ja, čakaj, daj probi, si se lahko malo tako... Ok, verjamem. Verjameš na besedo. Ok, je iz predstave, ampak, a veš, glih to je fora, ko imaš enkrat psa, to je zanimivo, veš, ljudje smo do tega tako, kako bi rekel, hipokritični, veš, o svojih teh stvarih Bog ne daj govoriti. Nam je najbolj nerodno. Ko imaš pa psa, pa kar naenkrat veš, ja ni problema, kako pa vaš pas kaj kaka, oziroma kako je danes kakal, je danes je pa nekaj čudno in nekaj čudno smrdel in to, ker dejansko pasji kakec, to je pomemben diagnostični parameter v oceni splošnega zdravja psa. In ko si pasji lastnik, te zanima, kaj bo tle vam prišlo, ker iz tega lahko marsikaj razbereš. Veš, koliko se tvoj kuža dobro počuti. In hočeš, da je formiran, pa da se ga vdal normalno pobrati. In tukaj je zdaj tretji rekvizit, to so pa vrečke. To sem pa zato prinesel, ker ko si enkrat lastnik psa, moraš to skoraj povsod, po vsakem žepu imeti. Ker po Murphyju je tako, da imaš kužata in takrat, ko ti ne vzameš vrečke, takrat sigurno bo tole. In boš sred mesta, kako pa zdaj jaz naj to poberem. Ali pa še nekaj, da če imaš sam eno vrečko, takrat kuža, se mi zdi, da to opazi in reče, sam eno vrečko ima, danes bom jaz dvakrat kakal. Spet Murphy na delu. Ja. Zdaj ta ljubezen do psov, ne, ko sem malo takole raziskovala, doma ste imeli mačke, več mačk kot psov, ne? Ja. S takimi zanimivi imeni. Misliš alkoholna imena? Ja, gin, tonik, zagrija, Jack. Tako, ja. In kje je potem v zgodbo prišel pasji prijatelj? Prvi pes je bil pa Tekila. Naš prvi pes je sledil tej liniji imen po pijačah, tako da je bil Tekila. In to je bilo njegovo rodovniško ime, pazi. Je bil neki, ne vem kaj, neki, Tekila, neki. In pa smo rekli Tekila, oziroma Teki smo ga klicali. Tako da je ratala fora, da smo vsem domačim živalim. Je pa res, da sva takrat reševala z Laro predvsem tele mačke potepuške, mladičke, ki so bili brezdomci in to tam na vasi ni bilo problem. Vsake tol časa, ene par let se je nekdo pritepal in smo rekli, seveda, pridi v naš domek. Tako da največ smo imeli po 3 skupaj. Je pa potem tudi to usoda taka, da ti včasih, ne vem kdo, lisica, narava, kakšen čuden sosed, koga vzame, tako da večinoma sta bila 2 mačka, trenutno je samo eden tam. Ja. Kje pa je potem v zgodbo, je med korono prišel ta pasji prijatelj?
Avč, ja, dejansko. Okay, jaz sem navil za psa že ful časa, želel sem si jih že ful, imel sem pasmo izbrano in dejansko je v času korone padla odločitev ključnega člana družine, ok, zdaj lahko pa imamo psa, ja. Ki pa nima imena po pijači, ne? Ne, to ima pa še bolj sofisticirano, še bolj nobli ime in sicer ime je Či. Notranji mir ali... Či, v kitajščini je to življenjska vitalna energija in ker smo takrat v tem času malo prej trenirali kung fu oziroma Qi Gong, smo bili na tem navdušeni in potem je ta moja čudna, nenavadna ideja kar nekako prišla skozi. Še bil sam presenečen, da so vsi otroci tudi rekli, ja, to se pa nam zdi izvirno, naj bo Qi. Sam bolje manj ti je všeč, ker moraš vsakič znova razlagati, zakaj pa Qi, zakaj pa tako kratko, mislim, zakaj pa ne bila samo ena črka? In koliko realnih življenjskih prigod bo slišanih v predstavi Pasja komedija? Aha. Ja, kar neki. Ampak zdaj so pa tako spretno pomešane, da v resnici se je malo zabrisala meja, kaj je bilo res pa kaj ne. Marsikaj od tega sem sam doživel, marsikaj od tega itak vsi lastniki psov doživljamo. So pa tiste najbolj te cukrčki oziroma pa največji odsvirki tlele noter so pa iz mojega resničnega življenja, ker življenje s psom ti prinese take dogodivščine, da itak imaš materijala za dve predstavi. Naprimer, lahko kakšno tako mini dogodivščino deliš? Ja, ena prav posebna dogodivščina je bilo pasje parjenje, ko smo peljali našo psičko na parjenje. In to daleč čez mejo, tako, to se nobel sliši, ne? Mi pa v tujino hodimo parit vse. Ja. In tam se je zgodila, ja, Bentiš, ne smem ti čisto vse razložiti, ampak to so bili prizori, ki jih celo življenje ne bom pozabil. In ja, jih tudi v tej pasji komediji precej tako slikovito opišem. Recimo, da ko dobiš tega mladička, ki je tako na papirju idealen samec za tvojo samičko, veš, ko to zelo gledajo genetsko sliko, ne, moraš paziti, kaj pariš skupaj, ne. Ampak potem pa hodiš, da to je nek mladiček, ki v resnici še ne ve čist, kako se tem rečem streže, ne, kako je treba to narediti. In pol mu je treba pomagati. In mu je treba pomagati ročno. Od tukaj naprej bom pa rekel 3 pikce oziroma pridite pogledat. A je tale predstava 18+ mogoče? Za komu je namenjena? Vidiš, to je pa naslednji dvojni standardi, ki jih imamo. Če bo neko ljubljenje po televiziji, pa bosta dva človeka se ljubčkala ali pa seksala, bomo vsi rekli, joj, nam bo neroden pred otroki, ne? Ko pa, veš, pogledaš pa eno živalsko oddajo, pa ni problema, pa je to parjenje, ne vem, jaz kot otrok sem ves čas, vsakič, ko je bila neka ta oddaja o živalih, si čisto normalno pogledal živalsko parjenje. In, a veš, mi se bomo v spalnico vedno zapirali, Bog ne daj, da bi kdo to videl. Zdaj, če pa dva kužata to počneta, bomo pa rekli, ja, to je pa narava, veš, tako pa je, pač kužki tako to delajo, zdaj delajo male kužke. Tako da jaz ne bi rekel, da je 18+, nič tazga ni, ne, nič tazga, mislim, se tudi otroci morajo nekako ratati, naši, ne. Koliko je pa to zate izlet izven cone udobja, ta predstava? Ne? Nekaj klipov sem tudi že videla na internetu. Je zelo taka doživeta, v drugačni luči te bomo videli, ne tej formalni, voditeljski. Ja, sej tega sem jaz v resnici zelo vesel. A veš, ne vem, 20-25 let me gledate po televiziji kot nekega uglajenega, bolj resnega voditla in oni, ki me poznajo, pa vejo, da ni samo ta plat. In žal po televiziji je tako, da ljudje dobijo o tebi vtis, glede na to, kakor te vidijo po televiziji. To je res močen medij zmeri bil, oziroma pač ekran, da tako rečemo, ne. In zdaj meni je fajn, da lahko nastopim tudi malo drugače. In mi je fajn, da lahko pokažem svojo drugo plat, ker recimo, da so se me ljudje že nagledali kot tega uradnega voditla, pa zdaj pa lahko jaz malo tudi mogoče, no, da si zdaj pa že upam pokazati tudi kako drugo plat, malo bolj šaljivo, malo bolj sproščeno, nagajivo. Tako da malo sem spet lahko otroči. Pa je kaj tega strahu, da bi si rezime pokvaril tega uglajenega gospoda? Je, sigurno, in vsake toliko časa, ko rata kakšna taka scena res huda pa zabavna, se skozi režimo in ta naš režiser Ranko Babič, ne, zmeri prav, stari, tebe ne bojo več vabili na te tvoje prireditve, na občinske proslave, pa protokol, pa to bo zdaj videli čist drugega Romiha, ti si konc s temi stvarmi. Sam mislim, da ni res, veš, ker sej vemo, veš, da ko je služba, ne, to je pa vseeno vloga. To je vseeno vloga. Jaz tam ne igram Romiha, ne. Jaz odigram vlogo enega fotra, ki najprej ni hotel nikakor med psa, ki so mu v cucki bili kar neki in vidi samo probleme v njih.
Potem na koncu mu pa seveda klasična zgodba, ta kuža zleze pod kožo in na koncu je ta glavni prijatelj od njega in je najbolj srečen, ko pobira in telekakce in gleda skrbno za svojega kužka, a je zdrav, ok, vse v redu. In mislim, da ljudje zdrave pameti znamo to zelo dobro ločiti. Tole je vloga, tukaj je pa vloga voditelja, tisto, kar je pa zasebno, pa itak po svoje nobenega ne briga. Zdaj omenil si Rankota, kako ste se z njim ujela, on je že kar stari maček v režiranju teh komedij. Ja, Ranko je, a veš, zakaj je problem kaj je problem pa Rankotu? Da on sam vzame neke tvoje besede in vse tako dobro v trenutku odigra, da samo rečeš, da je starja, bi šel ti namesto mene, prosim, gor. Ranko je res dober. Meni ves čas buta ven se mi zdi ta moj špikarski nastavek. A veš, jaz ko odprem usta, takoj postanem voditelj, napovedovalec neki. Ne? In se moram ves čas mal brcati v ta zadnjo, da tukaj dobim neki drugi, da se drugače oglasim. Ko se Ranko oglasi, v trenutku je Ranko in je prepričljiv in je zabaven. Res ima ta talent. In zanimivo, ne? Najprej smo ugotovila, mi da se najprej zmenva, dajmo delati to predstavo, super, jaz sem za, psi so mi všeč, top, zdaj bi pa jaz ta izziv sprejel. In potem nekje po poti ugotoviva, stari midva imamo pa zelo različen smisel za humor, kako pa to šlo, ne? Ampak Ranko, hvala Bogu, je toliko sproščen in toliko zabaven, da se je temu dejstvu, da smo vidva precej na različnih bregovih, samo režal se je kapas. In potem sva ugotovila, čakaj, dajva midva te razlike probati nekako skupaj dati. In mislim, da je potem ratala super kombinacija, da je dovolj Romiha pa mojega stila humorja, pa dovolj Rankota in Ranko na veliko mestih me počas skrekal in opogumil in mi dokazal, da se jaz bojim iti mal čez mejo in da sem preveč zadržan, da se preveč nazaj držim, da jaz rečem, joj, kaj si bojo ljudje mislili, ne. Rekel, ne, glih to, poglej to in potem pogledal posnetek in res rečem, evo, Ranc, prav si imel, dejansko, to je meni čist premalo, to je čist preveč leseno in rekel, no vidiš, tako moraš narediti, kot sem jaz rekel. Tako da Ranko obvlada. Zdaj, koliko je pa ta govorno nastopanje, ta res si mojster besed, ne, kot sem dejala, to je verjetno pomagalo, ne, za tole predstavo. Mal je tudi prekletstvo, zaradi tistega, ker si toliko samo v napovedovalski vlogi, da potem avtomatsko se oglasiš tako. Nekaj je pa res, odrska izkušnja, stati na odru, pa imeti en tak feeling sodelovanja z ljudmi, to pa hvala Bogu se mi je v teh dobrih 20 letih tudi nabral neki kilometrine, kar pomeni, da mi pride to prav. Da ko pride, ful zanimivo, da ko smo začeli imeti vaje na odru, sem se šele lahko odprl. Tam sem šele začel dihati pa delati. Najtežje mi je bilo vaditi v majhnem stanovanju, pa tam neke vloge izvajati, pa tam akrobacije, pa se metati po tleh. Ko smo prišli na oder, mi je bilo to 10krat bolj normalno in sem lahko še bolj to intenziviral. Tako da mislim, da hvala Bogu izkušnja na odru mi lahko pride prav. Kako pa je s tremo? Zdaj po vseh teh letih je še prisotna, je to druga oblika treme, glede na to, da gre za drugo obliko nastopanja. Ja. In to je zdaj čist druga trema, točno to, čist drugi izzivi. Dejansko me je strah, da kaj pozabim, me je strah, da kaj ne bo šlo, me je strah, da kakšna tehnika zataji, ker 1:15, čist sam držati ljudi, veš, 1:15 do 20, teksta imeti v glavi, natančno svoje štose panče povedati, držati vso tisto zgodbo, rdečo nit vleči, se zavedati, kdaj imaš kakšen pripomoček, kakšen rekvizit v roki, se pravilno gibati, plus ta tekst. Ja, to pa je čist drug izziv, zaradi katerega me je to streslo iz hlač. Na trenutke sem bil čist zlomljen in so bili trenutki, ko sem se zlomil, sem rekel, zaklev sem, uporabil sem kletvico, ki mogoče ni za tvoj podcast. Ali pa ravno za ta podcast. Ko sem rekel, shit, v kaj sem se jaz spravil. In ne vem, če sem tega zmožen, ampak toliko pa že spet imam izkušen, da vem, da se je bilo zmeri isto. Ne? Zmeri nekje po poti se ti zdi, ne, ni šans. Mogoče pa jaz tega ne bom zmogel. In takrat najverjetneje nimaš prav. Še ena modrost pravi, da ko se ti zdi, da ne zmoreš niti koraka več, si šele na polovici poti, ki jo v resnici zmoreš. In potem nekje iz pete povlečeš to energijo, da si rečeš, ok, zdaj ta trenutek je to za en kakec, ampak ker vem, da lahko zaupam procesu in ker vem, da na koncu jaz dam vse od sebe, vem, da bo dober. In zdaj, par dni pred prvimi predstavami, lahko rečem, da sem toliko suveren, da ja, predstava stoji in jaz jo tudi dobro oddelam in ljudje se smejejo.
Zdaj, če se za trenutek malo odmakneva od predstave, ne pa ohraniva to misel, dolgo časa te že gledamo, poslušamo na radijih, televizijah, na odrih. Se je kdaj v vseh teh letih zgodilo, da si rekel, dovolj je, hočem stran od te pozornosti medijske, stran od mikrofonov? Ja, recimo, da se je. Še najbolj se mi je zazdelo, da jaz bi bil pa rad en gostitelj, da bi rad imel neki kmečki turizem, gostilno, neki, da bi rad ljudi pogostil, ampak spet je tukaj malo nastopanja, veš. Kdo bo pa v kuhinji, pa biti v kuhinji, pa vse to pripravljati, jaz bi tako malo ljudem naredil, da se imajo fajn. To je bilo še največ, se mi zdi, kakor sem hotel imeti izleta izven medijskih voda, da bi se mi čist zamerilo, da bi rekel, res nočem nikoli več biti pred ljudmi. To spet ne. Ker se je počasi gradila ta moja izkušnja nastopanja pred ljudmi, pred takim in drugačnim občinstvom. In potem malo se zarasteš, ne. In po eni strani, v redu, ne, se ves čas ponavlja in rata rutina. Po drugi strani si pa misliš, zdaj sem si totalno veliko izkušenj nabral, pa dajmo zdaj nekaj iz tega narediti, ne. Koliko pa je še ljudi s takimi izkušnjami in zdaj lahko končno suvereno obvladujem to situacijo, ker zmeri pridejo nepredvidene okoliščine in jaz zdaj na nekem eventu se mi zdi, da večinoma znam odreagirati tako, da bomo stvari rešili. In je potem to, življenje je zmeri, oziroma težko je biti pametnejši od življenja, evo. Pa si kdaj v vseh teh letih ostal brez besede, da je res odsekalo? Se spomniš tega trenutka? Ja, in to je še zmeri moj veliki strah pri pasji komediji. A veš, da se mi zatakne, da ne vem, kako iti naprej. Ampak ja, se mi je zgodilo in ravno se mi je zgodilo pred televizijskimi kamerami, bil sem še mlad napovedovalec. Takrat je še bilo na RTV, veš, da si bil pred kamero in si, danes smo pa ogledali popoldne to pa to in potem sledi ta in ta film in tako. In smo imeli na tleh en tak switch, en tak preklopnik, en tak gumb, na katerega si z nogo pritisnil in to je pomenilo, da tekst počas gre naprej. In tisto takrat se je zataknil, ni delal, jaz potisnem hodim in ni šans, takrat je bil blackout, jaz nisem vedel, kaj moram povedati, teksta pa ni bilo, ne, na trotl bobno, seveda na teleprompterju. Ni šans in jaz molčim in zabodeno gledam v kamero in to je trajalo, to je bilo mučnih nekaj sekund. To je po mojem največja moja blamaža na televiziji, kar jih je bilo. Ampak bog ve, če še obstaja posnetek, verjetno so ga zbrisali. Takrat sem ostal brez besed in bilo je mučno, potem je režiser dal neke reklame in... Je bilo pa v živo? Ja, je bilo v živo, seveda, ja, to je bilo vse v živo. Se pa spomniš potem nastopa potem, si speljal, ne? To je pa ta korak naprej, ki je pomemben. Ja. A je bila potem prisotna? Za ono stvar mi je še zdaj žal, zaradi tega, ker jaz se mi zdi, da sem si velikokrat v življenju premalo zaupal. Če bi takrat jaz rekel, dej odmisli ta vražji teleprompter, pa dej iz glave neki sestavi, bi tiste 3 stavke tudi se znal sestaviti. Ampak sem bil preveč trd, preveč ne, to je pa zdaj treba točno tako povedati, kot sem si napisal. Kar sem kasneje ugotovil, je ena največjih ovir pri dobrem govorjenju, je, da si ti nekaj napišeš in potem hočeš kot pijan splota se točno tistega držati. Veš, kolikrat se mi zgodi, da moji sogovorniki na ambientih ne znajo toliko dobro povedati samo zaradi tega, ker rečejo, ne, hočem točno tako, kot sem si napisal, ne točno ono misel hočem ujeti. Pa v resnici bilo veliko boljše, če bi sam začel govoriti kot ljudje. Govoriti znamo vsi. Zato si ti mojster, profesor tega javnega nastopanja. A si prepričanja, da se da vsakega človeka naučiti javno nastopati? A res, kdaj je prišel ti naproti kdo, ki ni speljal? Ja, veš kaj, kakor po vsaki drugi stvari, ne, imamo eno tako, bi rekel, širok diapazon teh raznih talentov in si lahko zelo ne ali pa zelo talentiran. In je potem samo vprašanje, kje si na tej lestvici. Tisto, kar je sigurno, kar zagovarjam, je, da je ogromno, veliko več, kot se ti zdi, možno narediti. In ja, ta bo veliko hitreje prišel do tega, nekdo drug bo pa v to vložil veliko več dela. Sam, kdo bo več profitiral na koncu? Ta, ki je ogromno dela vložil, pa dosegel eno disciplino, pa vadil, pa se 10-krat blamiral, pa 10-krat šel čez te vse svoje ovire, čez vse svoje napake, ali ki mu gre že z levo roko že in ne rabi že od začetka in ne rabi nobenega posebnega napora v to vlagati. Kdo je na koncu več profitiral? Seveda ta, ki se je bolj pomatral in takega na koncu jaz tudi bolj cenim. In s takimi jaz v resnici največ delam. Ker oni, ki so talentirani, sploh ne vejo, kje bi lahko nekdo, ki ima probleme, kje sploh lahko ima probleme. Tako da, ja, ogromno je možno narediti, se pa rodiš isto, kot bi rekel za košarka. Ja,
jaz sem toliko velik, take in take fizične predispozicije imam, jaz nikoli ne bom mogel biti kot Dončić. Ni šans. Lahko bi pa treniral, ne vem, ko kreten in nekam bi že zlezel. Nekam bi že, ampak najverjetno v NBA jaz ne bom nikoli igral. Tako da, veš, je kombinacija tega, da si postaviš zdrave, realne cilje, po drugi strani pa, da tudi verjameš, da je veliko tega, kar se ti zdaj zdi, da nisi zmožen, da veliko tega je možno preseči. To pa ja. Kakšno pa je bilo tvoje izhodišče, če bi zdaj pogledal malega Boštjana? Kje si štartal? Kakšna je bila ta štartna pozicija? Glas je bil verjetno dan. Bila je odlična štartna pozicija, zaradi tega, ker sem bil sramežljiv, introvertiran, ni šans, da bom stopil pred ljudi, preobilen, zelo debel sem bil kot otrok in sem se še zaradi tega sramoval in skrival in nisem hotel ust odpreti in zdelo se mi je, da samo da jaz odprem usta in da sem v središču pozornosti, da je to najhujša stvar, ki se mi lahko zgodi. Dejansko, kot otrok sem bil blazno v tem. Po drugi strani sem pa bil zabaven, smešen, razigran otrok, predvsem razigran, radoveden, vse to, tako da verjetno neko željo sem imel. No. Jaz celo trdim, da skoraj vsi imamo željo po neki potrditvi, po vsej določenem izstopanju, po tem, da nekje od nekod vate posveti en žaromet, pa da si ti potem v tem soju luči. Na tak ali drugačen način. To ne pomeni zdaj samo tak in tak oder, ampak nekje hočemo biti potrjeni, hočemo biti cari. Tako da, zato, ker je moja štartna pozicija bila, ni šans, jaz pa ne bom govoril, mi je jasno, koliko ene potisne jaz moral narediti za to, da sem potem si upal pred mikrofonom ali potem pred živim občinstvom sploh spregovoriti. Pa je to ta glas, ta globok, prodoren glas, je to dediščina družinska? Ja, to pa je. Okay, to pa dobiš. Ti pa glasilk ne moreš spreminjati, oziroma te strune, ki jih imaš v grlu, dajmo jim reči strune, so toliko in toliko debele, toliko in toliko so dolge in to odloča o tem, kakšna bo višina tvojega glasu, kakšen razpon boš imel, oziroma kako globoko ali pa visoko boš lahko segel. To si lahko čisto predstavljaš, kot struna. Če na kontrabasu je ogromna, je dolga struna in debela in tista najnižje zveni. Če pa vzameš violinsko struno, ki pa je kratka, pa tanka, pa in podobno glasilke. Ne? Če imaš take in take glasilke, to ti je pa mati narava dala, to pomeni, da boš lahko, kakšen bo tvoj tonski glasovni razpon. Kakor na klavirju, veš, imaš lahko teh 10 tipk, pa lahko imaš tam zgornjih 10-15 tipk. Kaj boš pa s tem glasom počel? Tukaj je pa potem razlika, zakaj je nekoga bolj zanimivo, nekoga pa manj zanimivo poslušati. Pa si potomec, ne vem, je dedek bil oče, kakšen govorec, tak nastopač, je kaj tega? Ne, recimo, da imam glas še najbolj po očetu, zaradi tega, ker imava z bratom podobne glasove, mati je imela izrazito visok glas, oče je imel malo nižjega, pa spet ne izrazito, tako da midva sva, ne vem zakaj, sva oba dva šla tako dol v nižine. Pa zanimivo, da zdaj moj sin ima pa že globli glas pri 18 od mene. Aha. On je že pa pri kakšnih 17 je zvenel zelo podobno kot jaz. In zdaj pride še nižje pri petju in je navdušen pevec med drugim. Gre malo v te podžaromete. Ja, tudi. Kako so otroci se usmerili, glede na to, da imajo takole očeta, ki je kar prepoznaven, tega ne morejo zanikati. Si tudi oni želijo kakšnega takega poklica, kaj opazaš pri 3 otroke imaš, ne? Veš kaj, točno že stari 2 polnoletna in se moram malo brzdati, kaj o njih lahko govorim, ker to so že odrasli ljudje. Ampak to, da sine blazno rad poje in poje pri 2 pevskih zborih, da se uči solo petja in da ima res lep glas, to seveda ni nič tazga. Najstarejša hči, to je pa 21-letna Rosa Angela, ona pa tako zdaj nastopa v eni televizijski seriji. Novi televizijski seriji na naši komercialni televiziji, tako da se je podala tudi malo v igralske vode. Tega pa tudi ni treba skrivati, ker je to javn podatek. Zdaj, za njihovo zasebnost, veš, ti pa že ne morem govoriti, ker to so že samostojni ljudje. Da spoštujeva, ne. Ampak kažejo neke znake, nisi jih pa nikoli bremzal, ne, iz v ta svet. Niti bremzal, niti spodbujal. Karkoli bo. To se kar zgodi samo od sebe. Bi se ti še enkrat odločil za enako pot? Je bil kakšen plan B, ker študiral si čisto druge stvari. Študiral sem ruščino, navdušeno poslušal rusko glasbo, ampak nisem vedel točno, kaj bom s tem počel. Ker takrat sem že delal na radiju,
ko sem študiral ruščino in se mi je zdelo, da jaz ne bom zdaj nek prevajalec, tolmač ali pa nekaj takega. Takrat se mi je že malo zazdelo, da bom rajš ostal v nekih medijskih vodah. Sem se pa dolg časa spogledoval z glasbo. Jaz v srednješolskih letih, pa pol še malo študentskih, sem imel band, igral kitaro navdušeno, imel sem dolge lase, ko sem bil majhen. Tako da, mogoče, da sem takrat v najstniških letih bolj sanjaro, da bi bil glasbenik, pol kasneje se mi je zazdelo, da mogoče malo bolj na radiju, pol čisto slučajno sem prišel še na televizijo, zdaj pa še na oder. Zdaj pa še na gledališki oder. Oder. Lep zaključek. No, ampak če se stavimo malo pri tej televizijski karieri, ki še kar traja, ne, Ambienti so še zelo taka prodorna oddaja. Ko pogledaš to pot, ti je žal za kakšno mogoče vodenje kakšne oddaje, ki si jo sprejel? Ja. Me veseli, da si to vprašala. Veš kaj, se mi zdi, da je bilo eno obdobje, ko vsakič, ko je nekdo od Medice Vipovcev dobil vprašanje, vam je zakaj žal? Ne, za nič v življenju mi ni žal, ne, ničesar ne obžalujem. Da je tako, veš, zvenelo je tako odločno, da če si rekel, ničesar ne obžalujem. Okej, obžalujem in naredil sem veliko napak in velikokrat sem rekel ja tudi napačnim stvarem. To, da je pa to bila koristna šola, to se pa strinjamo. Tako da vse je za neki dober. Tako da, naprimer, ne vem, verjetno se nihče ne spomni, ampak bila je ena oddaja na Pop TV, imenovala se je Hipnoza dobra zabava. Tega se spomnim. Se spomniš? No, marsikdo se tega ne spomni, ker je šla tako hitro v pozabo in še hvala Bogu, da je tako. Tam sem se jaz recimo pustil prepričati producentom na Popu, da bo to super oddaja, nisem poslušal svoj notranji glas, ki mi je rekel, to bo krep, in dejansko ni bilo v redu. Ni bilo v redu in sem že sredi snemanj jaz ugotovil, da o moj bog, kaj sem se spustil in predvsem me niso prepričali oni, ki bi morali biti hipnotiziran in tam sem rekel, to je bila sigurno moja napaka. Ampak, glej, sem pa preživel, sem pa, hvala Bogu, potem dobil malo za tem Ambiente, ki pa je že zdaj, ne vem, 8 let sem v tej oddaji srečen. Kaj pa mogoče najljubša oddaja, ki si jo vodil? Lahko to sploh izbereš? Ja. Zelo enostavno. Najljubša mi je zdaj Ambienti, mislim tudi gledano nazaj. Zdaj pa, da ne bom koga užalil, vem pa, da je bila oddaja na zdravje veliko bolj prodorna, da mi je veliko več prepoznavnosti prinesla ok, sej lepo je biti milijonar, je bila tudi močna oddaja, sam valjda se od tam vsi bolj Jonasa spomnejo kot mene, ne? Ampak na zdravje je sigurno najmočnejša v tem smislu prepoznavnosti in da me je tudi najbolj zaznamovala takrat. Ne? Ampak zdaj, da pa lahko rečem, da je ta meja med popularnostjo pa med, kako bi rekel temu, strokovnostjo ali pa tako, da lahko jaz oddajo pogledam pa rečem v redu, to je fajn, to mi je v redu, ali pa da se lahko zelo sproščeno pogovarjam z ljudmi, ki radi gledajo to oddajo, to mi je tudi zelo važno, to so pa zdaj Ambienti. Si najbolj ti tam, najbolj pristen, najbolj avtentičen. Veš, ljudje imamo veliko enih mask oziroma vlog za vsako situacijo, že za vsakega človeka. Se mi zdi, se veš, srečaš dobrega prijatelja, se z njim drugače pogovarjaš, kot z menoj ali pa z enim gostom in tako naprej. In pri Ambientih lahko sem jaz, sam še zmeri skušam, se zavedam, da malo skušamo biti strokovna oddaja, se pogovarjam z uglednimi arhitekti, notranjimi oblikovalci in ne morem se to glih sprostiti tam, kot se lahko tlele pri pasji komedije. Ne? Tako da vse to smo ljudje z vsemi različnimi vlogami. Tako da po svoje sem še najbolj jaz v najbolj razigrani verziji zdaj pri predstavi. Sam Ambienti so pač taka in taka oddaja in v tem formatu je najbolje, če je voditelj tak in tak. No, vse meni se tako zdi. Je bila kakšna oddaja, ki bi jo vodil, pa ni nikoli prišla ponudba? Kakšen tip oddaje? Recimo, da mi je žal, ker je potem Milijonar se za tiste čase takrat izpel. Takrat, če se spomnite, to je bilo na Pop TV, ko je bil Lepo je biti milijonar. Je bil ob sobotah in ob nedeljah, torej 2 glavna prime timea sta bila z eno in isto oddajo zasedena. In to je zelo, zelo velik faktor izgorevanja. V smislu, ti ponucaš ta boljš termine za samo eno oddajo, kar pomeni, da se bojo tega ljudje tudi naveličali in ko bojo imeli dost, bojo imeli res dost. Naprimer, v tujini smo to oddajo več ali manj gledali čez teden. Ni nujno v prime time, ampak tako, tredna tedenska oddaja ali pa samo v petkih ali pa tik pred poročili ali pa nekaj tazga. No, skratka, žal mi je, da je takrat Milijonar tako hitro šel, ker z veseljem bi še kdaj kakšen kviz šel.
vodo. Ja, ta tip oddaj, kjer da ti ni dolg čas, da so neka zanimiva vprašanja, da se lahko malo pohecaš. Pa zaradi tega, ker imam rad splošno razgledano, se mi zdi, da bi lahko tudi unovčil to, da v marsikateri temi bi znal kaj povedati, kar mi je že takrat koristilo. Si pa tudi svoj vrstni rekorder, odvodil si več kot 500 juter z zvezdami, če sem prav zasledila. Ja, ta številka tudi meni ni bila čisto jasna. To je več kot 10 let jutranjih pogovorov. Ja, približno 10 let. Zajtrk z zvezdami se je reklo, imel sem intervjuje in sej eni so se malo ponovili tu in tam. Veliko je bilo teh muh enodnevnic, a veš, je nekdo zmagal na nekem resničnostnem šovu in je potem že naslednji teden gostoval pri meni v tej oddaji. Zdaj pa ne, jaz ne ti ne bi znala več povedati, kdo je to. Tako da na ta način tudi so zvezde, ki so potem ugasnile, ampak ja, nanizali smo 500 in še nekaj oddaj, ker v 500. oddaji je bil Borut Pahor, kot takrat, mislim, da že bivši predsednik, gost. In potem se je počasi ta ljubezensko razmerje z radiom končalo? Kako je bilo s tem? Ja, korona je prišla. Pa so morali malo popucati, pa so rekli, da moramo pa stroške zmanjšati. In ker je še bilo na začetku malo tako, ne vemo, kako bi to naredili, sem jaz bil zelo takrat zadovoljen, sem rekel, jaz imam televizijsko oddajo Ambient, imam. Glede na to, da je taka situacija, glede na to, da je 500 plus teh zajtrkov z zvezdami bilo narejenih, ni problema. Ne rabim tega, sigurno je kdo tam na radiju, ki bolj rabi ta šiht, kot pa jaz točno to oddajo. Tako da smo se zelo hitro sporazumeli, da v redu, zaključimo. Pa potem, po končani koroni, so kaj prihajala vabila za vrnitev, kaj klical ta radijski mikrofon še? Ja, parkrat je prišlo, z različnih koncev, z različnih radijev. Vsake to časa na par let se mi zdi, da pride kakšen radio s to idejo. Ker očitno sem na osnovi še zmeri neki me imajo za radice ali pa kaj tazga. Pa radio je fajn eter je. Mislim, fajn medij. Tako da vsake to časa pride. S tem, da dokler sem na RTV-ju, na nacionalki, voditelj se mi ne zdi najbolj okusno delati na neki privat radijski postaji. To meni ne gre najbolj skupaj. Pa tudi časovno mi ne znese. Še zmeri se mi zdi najboljša stvar takole, da sem potem na samostojnih odrih, kot zdaj s to pasjo komedijo in imam pa ta izobraževanja javnega nastopanja, govorništva, tako da skušam te 3 totalno različne pozicije, čeprav se prepletajo, nekako uspešno servisirati. Zdaj, ko si ravno omenil to izobraževanje za javno nastopanje, sem se doma spraševala, a je bila že kakšna taka situacija, da so te za kakšne bizarne stvari najemali, da jih, pripraviš, da bo zaročil ženo ali pa za, mogoče bolj morbidne stvari, kakšen pogrebni govor. Pridejo kakšne te individualne prošnje, ko se nekdo ne znajde v situacijah? Ja, čist ta situacija, da sem namesto nekoga prebral govor na pogrebu, to se mi je že zgodilo. Da bi ga pa pripravil na Da bi ga pa jaz napisal, pripravil. Ne, to ne. To ne, ampak me pa ne bi presenečalo po svoje, ker brat govor na pogrebu, to je totalen izziv. Takrat, ko sem jaz moral tisto prebrati, ker je bila kolegica in seveda je bila taka situacija, frendica, prijateljica, in je bila taka situacija, da ona ni mogla tega, a lahko jaz, seveda bom jaz namesto tebe, svojemu očetu, sem tudi povedal svoj govor na pogrebu. Tako da me ne bi presenetilo, če bi tak človek hotel imeti trening, kakršenkoli. Ampak realno so najbolj potrebe po treningih za veliko bolj vesele, ne? Dobrodošli na našem prednovoletnem druženju, ko se vsi spominjamo, kako je bilo in snujemo načrte za naprej. Zdaj omenil si, da si bral govor očetu na pogrebu. Je bil to najtežji govor tvojega življenja? Mogoče pa res. Ampak po drugi strani sem si tako iz srca želel, da fotru takrat povem tako lepe stvari, ki mu jih v živo in v oči nikoli nisem mogel. In tako sem si želel, da takrat mu pokažem to, kaj vse sem do njega čutil. Da je bila ta želja večja od žalosti. Izžaloval sem ga pred pogrebom, kar se mogoče smešno sliši, ampak 3 dni solz jokanja, dobesedno 3 dni jokanja, da sem odprl vse pipe, sam tekli. In mi je tisto blazno pomagalo, veš zakaj? Zaradi tega, ker sem
ker sem čutil tako ljubezen do njega ob tem in da me je to na nek način potolažilo. Seveda se sem dlje časa žaloval, ampak do pogreba sem se toliko sestavil in ta želja je bila toliko močna, da sem zmogel. Zdaj sva kar zajadrala, pa tale ambient ni lih za takšne pogovore, ampak ja, tudi to je življenje. To je to, življenje ti prinese, veš, potico ali pa si kakek. Zdaj, prihodnje leto te čaka tudi tebe pomembna prelomnica, ne? Ena taka okrogla. Kako si s tem staranjem in starostnimi tegobami? Kje ste to prebrali? Kaj se vam to lažejo neki? Na spletu nekje sem to pa sploh ni res, to so se pa zmotili. Uvodoma sem dejala, vseeno si nek tak vrelec večne mladosti. Ta deški videz te spremlja skozi celotno kariero, ne? Hvala. Kako se pa počutiš zdaj na pragu Abrahama? Fajn, čist tako, kot sem se en mesec prej ali pa en mesec kasneje, nekaj v tem stilu. Najbolj važna stvar je to, da ne bi zdaj ljudje mislili, da jaz karkoli delam za to, oziroma da se za to matram ali pa da se trudim, oziroma da bi si, kako se reče, pripisoval zasluge za to, da delujem mladostno. Ne, jaz pač tako živim in to mi je dala mati narava, nebo, hvala lepa, superca, in dejansko se tako tudi počutim. Tako v povprečju bi rekel 10 let mlajšega v glavi. Včasih se zezam pa pravim, valjda, če nisem v glavi še dovolj zrel, kako bom pa telesno. A veš, največkrat se pojavijo vprašanje, kakšen je pa vaš recept za tako mladosten videz? Jaz seveda te kremce imam, pa olivno olje, pa zgodaj vstajam, pa šport. Ne, žal nič od tega. In ful je zanimivo, ker včasih lahko imam 3 dni totalnega tempa in spim po 3 ure na noč in potem glih tisti tretji dan, ki bi si rekli, zdaj boš pa najslabš zgledam normalno. Po pa ponovadi prven pride pa z zamikom, veš. Po pa se 3 dni fajn naspim in tretji dan, ko sem pa glih prišel malo k sebi, pa imam zjutraj eno snemanje in jaz sem tako zabuhal, ko en buhtel. Ker se takrat šele telo nazaj sestavi pa reče, ok, kaj je bilo pa to, neka panika. Tako da lej, svašta je, jaz pač za to nisem zaslužen, ničesar posebnega ne počnem. Res, kremo zberem tisto, ki je prva pri roki in eno kremo skozi uporabljam in to je to. Maskerka me skozi šimfa, pa ne smeš tega sranja uporabljati, no deja, si boš vzel kakšno boljš kremo, neki bolj, veš, proti gubam, pa to ti že moš v svojih letih. Meni se pa zdi, da nočem pristati na neko hudo kozmetiko, pa ne vem kaj. Vseeno pa verjetno si psihofizično poskrbiš zase, da napolniš baterije. Kje pa najdeš ta veselja v življenju, prosti čas? A ja, to. Ok, moram migati. Jaz sem še vedno nagnjen k temu, da bi rad malo preveč popapcal in se bom hitro malo razlezel. Kar pomeni, da moram migati. Jaz rad plezam, rad kolesarim, gorsko kolo mi je hobi, rad gobarim, zdajle jeseni, letos sem enkrat, mi je uspelo. Če ne drugega, grem v hrib hoditi, da se zadiham, delam sklece, trebušnjake, tretje, skozi neki telovadin, migam, sej ene parkrat na teden moram nekaj narediti zase. Zase in za svoje telo in za svoje mišice in to, da nekaj ostajam v neki formi. To ja, nimam pa časa za en hobi, kakor sem ga še pred par leti imel, ko sem skoraj na 2 dni kolesaru ali pa na 2 dni plezu. Toliko mi pa ne znese več. Je pa kar dinamična tale predstava, tako da verjetno kar potrebuješ kondicije, da skačeš gor. Zdaj že zaradi vaj na predstavo moram malo počepov pa skoraj sklec pa tega dela. Tako da, tudi to me drži. Zdaj fit. Zdaj, čisto pred premiero, premiera je v Ljubljanski Odiseji. To sredo. Kaj si želiš od te premiere? Kaj si želim? Nič posebnega, razen dober vtis, a veš. Da zdaj en mesec intenzivnega dela, kjer smo praskali vsak što razstavili na prav faktorje, mene, besedilo, 10-krat se sprašvali, kako to narediti, in potem na koncu izmozli nekaj, kar se mi zdi res super material, super komedija, super predstava, zabavna, čustvena, vse, da pride ljudje pa da dobim eno kljukco v smislu, bilo je vredno, super je bilo. Želiš valjda, da se prime, jaz bi si želel nekaj ponovitev imeti, da ne strelaš v prazno, da ne delaš v prazno. Ni mi zdaj da bom imel 500 000 ponovitev, ampak da
da jaz profitiram to dobro izkušnjo, da sem se uspešno stresel iz hlač in se lotil nečesa novega, da sem brez težav pa brez hude treme se ljudem pokazal čisto novi luči, da reče, wow, a to je tudi Romih, to bi si želel. In zdaj, če bo temu sledil uspeh, če smo ujeli tisto, kar imajo ljudje radi, pa kar z veseljem pridejo pogledati in razvedri večer, nihče srečnejši od mene. A je predstava primerna tudi za tiste, ki niso mogoče največji ljubitelji štirinožnih prijateljev? Ja. In boš prepričal skozi predstavo? Absolutno. Ali še bolj odvrnil od lastništva? Ja, ta je dobra. Ne, primerna je za vse, ker jaz štartam kot izrazit neljubitelj psov. Jaz sem odmeril imel rad pse, ampak od drugih. Potem na koncu sem pa zelo, zelo naklonjen psičkom, kar mogoče malo avtobiografije je tlele, da jaz sem z leti postal res velik ljubitelj psov, pa se res fajn razumemo. Vedno, kadar pridem, meni se zdi, mi da se štekava in pes ful hiter pride k meni. In predvsem veš zakaj? Zato, ker ne rinem v psa. Ker naša človeška napaka je, kje pa si, ne. To pes šteje kot neko agresijo, kot ni nujno, da bo pes to dobro vzel. In predstava, valjda je za vse. Sej moraš biti pameten, ne boš samo za pasje ljubce napisal predstave. Čez meri je verjetno več takih, ki pa nimajo psov. In psa na odru ne bo, ne? Pravega psa ne bomo videli. Ja, tukaj sem lahko čisti iskren. Mi smo se enostavno ušteli, zaklali smo se. Ker smo na začetku pred meseci, ko smo spomladi začeli malo kampanjo delati za to, dajmo malo začeti opozarjati, ja kaj pačmo, dajmo sliko s psom, ne valjda, če pa je pasja komedija. In sem jaz rekel, je super, jaz imam fotogeničnega psa in sva z moje oči naredila eno fotko in tisto gremo In se potem spomnim, dajmo še delati mi ene promo filmčke, zabavne, pa bi kar tvojega psa, ja valjda, saj moj pes me uboga in bo najboljš to naredil. In nehote, prepozno smo se zavedali, da smo s tem žal dali vtis, da bo to predstava s psom. Mislim, ta je res malo tako glupa, kako smo lahko bili toliko naivni, da če sem jaz na plakatu s psom, ja seveda potem ljudje mislijo, ja to bo zdaj predstava s psom, a ne? A veš, če greva midva na plakat skupaj, bo zdaj rekli, ja, Boštjan pa Petra imata neko predstavo. Ok, skratka. Tako da zdaj na plakatu vidimo vrečko s pasjim drekcom, ki pa bo prisoten. Ta pa bo prisoten, ker kot rečeno, to je pomemben diagnostični parameter, ki te zelo zanima v oceni splošnega zdravja psa, moš tole redno spremljati. Tako da lahko tudi malo potipaš, če je prava konsistenca, pa če je dobro formiran. Nisem še to. Pa mora imeti tak konstanten von, veš, če von kdaj odstopa, pol že veš, da mogoče nekaj ni prav. Želim ti čim bolj zdrave parametre in seveda tako čudovito predstavo, da bo čim manj treme in da bodo ljudje odhajali nasmejani. Najlepša hvala, Petra. Hvala, da si vzel čas in vse dobro. Z veseljem. Čau. To je bil Showcast, hvala, da ste bili z nami.